Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Maruša Krese je svoje pesniške zbirke izdajala pri prestižnih nemških založbah, leta 2006 pa je izšla njena prva samostojna knjiga v Sloveniji, zbirka kratkih zgodb Vsi moji božiči, za katero je prejela tudi nagrado Fabula. Ko Maruša Krese opisuje svoje božiče, hkrati opisuje tudi svoje življenje. Njeni posamezni božični večeri, ki jih je doživela kot otrok v Ljubljani in pozneje v New Yorku, Londonu, Berlinu in Sarajevu, so vse prej kot idealizirana slika tega večera. 30 kratkih zgodb o tragiki in komediji družinskega življenja na božični večer so avtobiografija te izjemne ženske, pisateljice, mame 3 otrok, borke za človekove pravice ter humanitarke. Očeta mojih otrok. Letos pravzaprav ni neke prave želje po božiču. Nikomur se ne ljubi do stojnice, kjer prodajajo smreke. To zimo smo našli okraske, kar sploh ni bilo tako enostavno, in glede na to, da smo se že tako zelo potrudili, ne bi bilo napačno, pravzaprav bi se kar spodobilo, da bi nam kdo prinesel božično drevo za darilo. Božični večer je. Ana pometa, David teka s sesalnikom gor in dol, Jakob pomiva posodo in jaz pečem piškote. Res prava idila. Zazvoni telefon. Mogoče se nas je pa le kdo usmilil in nam bo prinesel smreko. Halo, kako ste? Se oglasi eden od očetov mojih otrok. Imate lepo božično drevo, sprašuje. Nimamo božičnega drevesa, odvrnem in bolj ali manj zagrizem v telefonsko slušalko. Imaš darila, sprašuje. Nimamo daril, nimamo drevesa, ne gremo na smučanje, nismo na Karibih, se zasmejem. Saj sem vedel, da si nemarna mati. Ta stavek si vzamem za božično darilo. Ne prvič. Iz testa za piškote izrezujem sonca in lune in zvezde in komete. V kuhinji je vroče, ampak zato tako lepše diši. Kaj, če bi si oprala glavo, pomislim, in mogoče danes le še kje lahko najdem božično drevo. Spet zazvoni telefon. Halo, kako ste? Se zasliši na oni strani žice naslednji otroški oče. Ali kam greste? Si jim kaj lepega kupila? Imate veliko drevo? Srce mi odmeva v ušesih. Dragi moj, nimamo drevesa, nimamo daril. Nikamor ne gremo in ne vem, ali si bodo jutri otroci umili zobe. Jutri ni šole in jaz bi rada spala, spala, spala. Smučke smo pri zadnji selitvi izgubili, imamo pa sveče. Ubogi otroci, vzdihne v telefon in odloži slušalko. Gledam piškote, poslušam hrup sesalnika in Jakobovo tiho prepevanje v pomivanju posode. Skuham čaj in spečem palačinke. V sobi gledam staro tropsko figo. Vzamem božični okrasek in ga zavijam okrog figovega lista. Vzamem še en okrasek in nato še enega, dokler ni vsa figa okrašena. Pravzaprav spominja na božično drevo. Gledam to nesrečno staro tropsko figo, ki se seli z nami iz kraja v kraj. Včasih se z nami poigra, kakor da se je posušila ali pa da je zmrznila. In potem spet požene listje. Pravzaprav, dragi moji, imamo božično drevo. Tudi letos nam je uspelo. David ugasne sesalnik, Ana prižge sveče in Jakob pravi, da je božično drevo letos prave velikosti. Večje je kot lani. Sedimo ob svečah, vsak sam s seboj, vsak svojo knjigo, vsak svojo nadlogo. Ana prebira naravno lepoto, David Siddharto, Jakob medvedka Puja in jaz pišem pisma očetoma. Draga moja, kaj, ko bi poslala otrokom za darilo vsaj kremo za zobe? Jaz pa bom poskrbela, da bodo imeli zlikano perilo.